po veliki nagradi Švedske. Tim Gajser vodilni v svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MXGP. Lovro Setnikar je v Nemčiji in na Češkem uspešno sklenil sezono na preizkušnjah Evropskega prvenstva v trialu. Češke Pardubice so bile prizorišče tretje dirke državnega prvenstva v speedwayu za mlade voznike z 250 kubičnimi motorji. V Kristianstadu na Švedskem se je končalo tekmovanje FIA Academy Trophy v kartingu, v katerem je Slovenijo letos zastopal Jure Levar. Slovenski dvojec Matic Ivačič Anže Grmek je na kvalifikacijski dirki Evropskega prvenstva parov v speedwayu v Nemčiji zasedel 4. mesto. Prav tako v Nemčiji se je na dirki Evropskega prvenstva v mini enduru preizkusil Nace Jelenc, ki je z vožnjami prijetno presenetil. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Petnajsta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je potekala na progi Kliminge Motorstadion v Udevali, ki se nahaja dobro uro vožnje z avtom severno od Göteborga. Kvalifikacijska vožnja je bila za oba slovenska voznika v razredu MXGP, Tima Gajserja in Jana Pancarja, zelo uspešna. Gajser jo je dobil pred Jorgejem Pradom, Pancar pa si je privozil zelo dobro 8. mesto, kar je napovedovalo, da bi lahko Slovenca v nedeljskih vožnjah posegla zelo visoko. Gajser je prvo vožnjo začel odločno in se je dokaj hitro prebil v ospredje. Kar nekaj časa je vozil na drugem mestu, nato pa se je v 12. krogu prebil na prvo, ki pa ga ni uspel zadržati. Jorge Prado je namreč že v naslednjem krogu izkoristil drobec Gajserjeve nepozornosti in švignil mimo, ter si privozil prvo mesto in tudi zmago v prvi vožnji. Gajser je ciljno črto prečkal drugi, Pancar pa je odpeljal zelo dobro in se je uspešno kosal z nekaterimi odličnimi vozniki, ter je v cilj prišel na 8. mestu. Druga vožnja je znova pripadla Pradu, ki je najbolje štartal ter je vodil od štarta do cilja in si je zasluženo privozil tudi skupno zmago na veliki nagradi Švedske. Gajser tokrat višje od 3. mesta ni uspel poseči, saj je bil od njega boljši tudi Jeffrey Herlings. Vseeno je zasedel drugo mesto na dirki ter v skupnem seštevku zadržal prednost pred Pradom, ki zdaj znaša 17 točk, do konca pa je še 5 dirk. Pancar je v drugi vožnji ostal izven deseterice in je v cilj pripeljal 11. ter se s skupno 23 točkami uvrstil na 10. mesto na dirki. V skupnem seštevku razreda MXGP pa ima 202 točki in je 14. Evropska sezona za tekmovalce v trialu je v polnem zagonu, med zaostreno konkurenco pa je na 2 zaporednih tekmah Youth International European Championship v Nemčiji in na Češkem svoje veščine preizkušal tudi Lovro Setnikar. Namesto da bi med poletjem čofotal v morju, je 12-letni nadarjeni mladenič iz Polhovega Gradca preskakoval zahtevne ovire in si nabiral prepotrebne izkušnje. Po tekmi v Franciji se je v spremstvu staršev in podpornikov podal na novo dvotedensko romanje po Evropi. Prva postojanka je bila preizkušnja v nemškem Großheubachu, kjer so ga pričakale težke sekcije in starejši ter izkušenejši tekmeci. Konkurenca se mi zdela dobra, vsi so bili od 2 do 3 leta starejši od mene in sem bil najmlajši. Nemške ovire so iz njega izvabile najboljše, kar lahko trenutno prikaže, predvsem pa so razkrile, da vloženi trud ni bil zaman. Rezultatom sem kar zadovoljen, včeraj je bil mogoče malo slabši, danes pa malo boljši. 18. mesto v zelo zahtevni konkurenci na prvi pogled ni vrhunski rezultat, toda vsak nov skok, poskok na tem visoki ravni tekmovanja je dobrodošel. Po Nemčiji je prišla na vrsto misija Češka. V Kramolin je prišel z izkušnjami z 3 tekem na evropskem nivoju, odločno se je podal v lov za dober rezultat.
Napake so mu prinesle le 17. mesto. Na Češkem je bila tekma ena lažjih, sem pa naredil par neumnih napak, saj sem motor prevečkrat spustil nazaj in sem dobil 5 točk. V zadnjih 3 tednih je tekmoval na 3 prizoriščih, vsako pa je bilo zanj nekaj posebnega. Doživel je pravo trial lekcijo v svoji prvi sezoni med evropsko konkurenco. V primerjavi s Francijo in Nemčijo so mi bile kar lahke, saj je bilo v Nemčiji bil res visok nivo, tukaj je bilo pa malo lažje. V Franciji so bile pa ene, dve, mogoče so bile malo podobne, ampak drugače mi je bila pa tle, ni bilo to zahtevno. V določenih delih svoje vožnje blesti, druge veščine mora še korenito izboljšati za uvrstitve med najboljšo deseterico. Pa naučil sem se, da moram pač se tudi z motorjem bolj naučiti hopsati, pa to pomeni, da prestavljaš motor, pa da ne smem takoj gupati, ko dobim 5 točk. Podkrepljen z novim znanjem se zdaj vrača v domovino, kjer ga v dobro poznanem okolju čaka preizkušnja za državno prvenstvo na tradicionalnem poligonu v Lukovici. Oval Svitkov na stadionu v Pardubicah je gostil 3. dirko državnega prvenstva v Speedwayu za mlade voznike od 12 do 16 let z 250 kubičnimi motorji. Štartni seznam so tokrat popolnili vozniki iz Češke in Poljske. Najboljši mladi Slovenec je bil Gregor Zorko, ki je osvojil 3. mesto. Sven Cerjak se ni prebil v finale in je na dirki zasedel končno 5. mesto. Tilen Bračko pa je imel nekaj smole in je pristal na repu razpredelnice udeležencev dirke na Češkem. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Letošnja sezona prestižnega karting tekmovanja FIA Academy Trophy se je končala na Švedskem. Zadnja dirka je potekala v Kristianstadu, kjer je z licenco AMZS slovenske barve branil Jure Levar. Zelo sem vesel, da sem sploh lahko prišel na to tekmovanje na FIA Academy Trophy, zato ker je sam en v Sloveniji na Kuparije in letos sem bil izbran jaz. Kljub pomanjkanju mednarodnih izkušenj se je mladi član AMD Šlander Celje pogumno spopadal s tekmeci. Konkurenca je dobra, ker so iz celega sveta in ne rabiš biti res dober, da si, ne vem, saj ene top 20. Že na prvih 2 dirkah je imel Levar kar nekaj smole, ki ga ni zapustila niti na zadnji preizkušnji na stezi 8 ring. Kvalifikacije se mu tokrat niso iztekle po željah, a je v nekaterih vožnjah vseeno demonstriral, kaj zna in zmore. Ker se je vreme spremenilo, prej je bil suho, zdaj pa dež, je tu zame dosti okej, ker sem na warm-upu bil prvi, najboljši čas sem imel. Vseeno se mu tudi tokratni finalni nastop ni izšel in ga je končal že po 3 krogih. Najbolj sem si pa zapomnil, da v vsakem finalu, sploh ne vem, finala niso še končal zaradi nesreče. Na koncu je v finalu zasedel 34. mesto. Skupno v tekmovanju pa je po 3 dirkah pristal na 40. mestu, vendar bogatejši za dragocene in neprecenljive mednarodne izkušnje. Oval stadiona Paul Grifc v Stralsundu v Nemčiji je gostil kvalifikacijsko dirko Evropskega prvenstva parov v Speedwayu. Slovenijo sta zastopala Matic Ivačič in Anže Grmek. Ja, na progi sem bil prvič, zdela se mi je lepa, iskali smo nastavitve, na začetku smo imeli, so z Maticom odpeljala par dobrih voženj in potem pa se je proga spreminjala, s tem tudi nastavitve.
Boril sem se do konca in mislim, da je to važno in da sva naredila največ, kar lahko. Grmek je osvojil 9, Ivačič pa 8 točk, skupaj 17. V ostri konkurenci parov iz Norveške, Velike Britanije, Nemčije, Češke, Švedske in Ukrajine je to zadostovalo za 4. mesto. Finale pa so vodila prva 3 mesta. Sigurno 4. mesto je velik uspeh, ampak na začetku smo res pokazali dobre vožnje, dobre štarte in če bi imela malo več sreče in kak krog več na taki stezi, bi sigurno se lahko borila za tisto piko 2 več, ko bi nas pelala v finale. Finale bo 20. oktobra v Lonigu v Italiji, tam pa bodo iz skupine v Stralsundu vozili pari iz Nemčije, Velike Britanije in Češke. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Miltevic v Nemčiji je bil od 9. do 11. avgusta prizorišče zadnje 3. dirke Evropskega prvenstva v mini enduru. Preizkušnje se je udeležil tudi Nace Jelenc, ki je prijetno presenetil s svojimi dosežki glede na dejstvo, da je šele drugič v karieri vozil med evropsko mini enduro druščino. Petkov prolog je končal na 5. mestu, sobotna preizkušnja mu je prinesla 6. mesto, v nedeljo pa so njegove vožnje zadoščale za 7. mesto. Skupno je na 2 dirkah, ki se ju je udeležil letos, zbral 44 točk in zasedel 10. mesto. Naslov najboljšega v razredu Mini 125 si je privozil Francoz Aymeric Verhout, ki je postal evropski prvak s 127 točkami. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Soboto 24. avgusta bodo člani AMD Lukovica pripravili 4. dirko državnega prvenstva v trialu. Prav tako v soboto 24. avgusta bodo v Liberecu na Češkem v državnem prvenstvu tekmovali mladi vozniki Speedwaya na 250 kubičnih motorjih. V nedeljo 25. avgusta bodo člani AMD Domžale v AMZS centru varne vožnje na Vranskem organizirali 4. preizkušnjo za točke državnega prvenstva v mini cestno hitrostnem motociklizmu.